Lep in prijazen dan želim iz zelene Ljubljane. Nihče, prav nihče ne sme trditi, da Ljubljana ni zelena. Poglejte, predvsem na tej desni strani. To je dokaz, ki potrjuje mojo navedbo. Namreč, ne boste verjeli, z tem zelenim rastjem pa se nahaja nekaj prog, ki povezuje glavno mesto Slovenije z ostalimi deli naše države. Tukaj na levi strani pa vidite vrtičke, kjer domačini pridelujejo zdravo hrano. Pa pojdimo naprej. Sedaj smo v delu, kjer na levi strani vidite kar nekaj vrtičkov, kjer, kot že rečeno, meščani Ljubljane pripravljajo zase in za svoje družinske člane zdravo prehrano ob tem delu oziroma področju tik ob progi, kjer vozijo nenehno vlaki iz Ljubljane proti Dobovi, torej proti Hrvaški, naprej proti Mariboru, levo proti Gradcu in ravnost proti Pragerskemu in seveda naprej na madžarsko mejo oziroma zadnjo vasico Hodoš. Kot vidite, tukaj imajo še vedno Slovenske železnice svojo razstavo, kap in pa seveda nahrbtnikov. No, tudi najde se kakšen plastični dodatek, ki ga vidite tukaj. Res enkratno zanimivo in tudi tamle na področju prog lahko vidite res zanimivo urejene zelene površine, ki dopolnjujejo naše proge. No, pa pojdimo naprej. No, Ljubljančani se lahko pohvalijo tudi, da lahko v teh sprehajalnih stezah ali poteh nabirate jabolka, ki so se sama zasadila. In tukaj vidite enega od prehodov, ki omogoča, da stopate v del mesta, torej na področje Most. No, vidite, res enkratno urejeno, vse ograje so primerna zaščita, zato da ne bi slučajno kdo zašel na eno stran, kjer se nahajajo, kot rečeno, tiri, po katerih z ne prav veliko hitrostjo poteka potniški in transportni promet med Ljubljano in pa severovzhodnim delom Slovenije. Zanimivo je tudi bivanje teh ljudi v progi, ker jim vlakovne kompozicije omogočajo nekoliko tresenje v njihovih objektih in seveda tudi nekaj hrupa jim dodajajo, tako za pokušino, da se počutijo bolj prebujene. No, pa pojdimo naprej. Da je področje v progi urejeno, dokazuje tudi ta dva prometna znaka. In sicer so se nad njima znesli tako zvani ulični umetniki in poskušali dokazati, da to v tem mestu ne pomeni nič. Kaj šele za varnost, kaj šele za namen, za katerega so bili postavljeni. Tu so si umislili ob tej ograji tudi veliki poslovneži svoje
table, s katerimi označujejo, s čim se ukvarjajo in kaj ponujajo. Treba reči, da je Ljubljana res eno od urejenih področij, predvsem kar se tiče infrastrukturnega dela ureditve, da lahko vlaki tukaj, kot rečeno, tako potniški kot transportni, vozijo z veliko hitrostjo, tam do 60 km/h, kar je v bistvu za naše čase prav ustrezna hitrost. Pa tamle v daljavi vidite še en objekt. To je objekt Energetike Ljubljana, ki se trudi, da v bistvu zagotavlja ogrevanje varnim meščanom Ljubljane, da jih pozimi ne zebe. Koliko za to plačajo, vam žal ne moremo povedati. Oni pa to vedo s pogledom na račune, ki jih prejmejo vsak mesec. V bistvu trdijo, da je v bistvu Ljubljana še vedno energetsko sorazmerno urejeno mesto, predvsem kar se tiče poslovne cene. Tule je en od izvoznih tirov za podjetje, ki se nahaja za našim hrbtom. Tako pa je urejeno, da v bistvu lahko tamkajšnji prebivalci na oni strani mirno prestopijo 1, 2, 3, 4 hitre tire in pa enega od industrijskih ali pa lokalnih, kakor ga ljubše. Res, treba je priznati, da je ob progi vse urejeno in primerno zaščiteno, da ne bi slučajno kdo zašel na ono stran in se morebiti poškodoval. Pa pojdimo naprej. No, ravno kar ste opazili, vlak, ki je v Sevnico, bolj rečeno iz Sevnice v Ljubljano, pripeljal z veliko hitrostjo potnike po tej zanimivi in urejeni progi Slovenskih železnic. No, pa pojdimo naprej. No, in sedaj boste v tem kadru videli moderni slovenski potniški vlak, dvonadstropni, ki, kot rečeno, z veliko hitrostjo prihaja v Ljubljano. Po teh urejenih tirih, ki omogočajo velike hitrosti, seveda, če se močno šalimo. No, pa pojdimo naprej. In da ne boste rekli, da vedno poročamo negativno, pogled, tu moramo pohvaliti prebivalce tirov, da so tukajšnje zelene dodatke odstranili in uredili ob progi nasutje. Torej, moramo reči, trudijo se. Poglejte, naj kdo reče, da dosežki naše ministrice Alenke Bratušek nimajo učinka. To razgre počasi, ampak gre. No, to je bil, spoštovani in spoštovani, kratek utrinek, da smo lahko prikazali ustrezni del naših prog do tega trenutka. No, prej da se poslovimo, vam pokažemo še, kako poteka transport. Rečeno, kako transportni vlaki z veliko hitrostjo vozijo iz naše Luke Koper razsute tovore v tem trenutku, kot vidite.
se z veliko hitrostjo pomikajo proti sosednji Avstriji. Namreč vagoni so last avstrijskih železnic. No in preden zaključimo svoj posnetek ali pa naš posnetek za vas, posebej za vas, vam tukaj prikazujemo tudi urejeno potirje, oziroma progove, po katerih, kot rečeno, vozijo naši vlaki. In ravno zdajle prihaja še eno transportnih vlakov, ki zopet ne z veliko hitrostjo v našo Luko Koper vozi kontejnerje. No, vidite, Slovenija se lahko pohvali, da ima enkratno urejen transport, tako potniški kot tovorni, ki zagotavljajo velike hitrosti in hitro premikanje blaga po Evropi iz naših Luke Koper na posamezne destinacije po Evropi. Nikaj. Res lepo, enkratno, posebej, če pogledate te tire, ki jih vidite, jih morajo zavarovati, da ne razpadajo. Nasvidenje, lepo se imejte. Upamo, da smo učinkovito predstavili naše velike pridobitve na področju železniškega transporta v zadnjih 30 letih, odkar smo samostojna država. Že prej pa smo bili veliko slabši, kot smo zdaj. Nasvidenje.